Kakšna je prihodnost slovenske živilske industrije? Jaz sem prepričan, da je dobra, kajti to, kar slovenska živilska industrija proizvaja, bodo brez dvoma potrošniki tudi v naslednjih letih in desetletjih kupovali, kajti proizvodi slovenske živilske industrije so neizmerno kakovostni, so lokalno usmerjeni in seveda še kar je pa najbolj pomembno, so tudi silno varni. Kakšna se vam pa zdi priložnost predstavitve slovenske živilske industrije na takšnih prireditvah, kot je Sejem, kot je Agra, ki ima več kot 50-letno tradicijo? Je to pravi način? No, jaz menim, da je vendarle prav in da je nuja, da se slovenska prehranska industrija pojavi na takšnem sejmu, ki je vendarle ključen za slovenskega potrošnika in proizvajalca. Res pa je, da me boli in to je moja dolgoletna skrb, da nismo pred 12-14 leti uspeli formirati agencije, ki bi promovirala slovensko hrano, kajti danes bi brez dvoma imeli vsi lažjo opredelitev, kako prepričati slovenskega potrošnika, kar je res kakovostno. Kajti, če pogledamo zgodovinsko, slovenska prehranska industrija je imela v Evropi najmanj prehranskih afer in brez dvoma je tista, ki je lokalno najbolj izvorna in seveda za svojimi okusi, tradicijo in odnosom do potrošnika pravzaprav to dela stoletja. In meni se zdi žal, škoda, res, da to nismo znali vsi skupaj razumeti pred leti in da bi to napravili. Kar bomo zdaj in kar zdaj počenjamo, seveda na nek način lepljenje dogodka, ni več to, kar bi lahko bilo. Še enkrat pa, jaz sem prepričan, da je slovenska prehranska industrija visoko kakovostna in vredna. Nuja pa je na njeni strani, da se seveda pojavlja in to pove potrošniku, pa ne zgolj potrošniku, da to tudi pove splošni in politični javnosti, da je to industrija, ki jo država rabi, mora imeti, ki seveda pravzaprav tudi pojača identifikacijo države, kajti tudi turizem brez prehranske industrije ni turizem. Torej, jaz sem prepričan, da prehranska industrija Slovenije mora imeti perspektivo in sem trden optimist, da bomo vsi, ki danes v tej industriji še vendarle delujemo, to znali tudi v naslednjih letih braniti in izpostaviti do potrošnika in torej želim si, da bo naša bodočnost vendarle takšna, kot jo jaz vidim in večina svojih kolegov in da bomo znali to tudi ta okus in to kakovost tudi plasirati ne zgolj v Sloveniji, tudi širše v evropski prostor, da pa seveda da to rabimo tudi nekaj robnih pogojev, ki jih v danem momentu mogoče imamo premalo.